Aber ja, macht mich was. No, in ko je ura odbila polnoči, je morala Pepelka domov. Kraljevič jo je hotel spremiti, pa mu je ušla po stopnicah. Med tekom je izgubila čeveljček. Hej, Kraljevič! Ja, kdo me je prebudil? Jaz sem vas prebudila, In zakaj? ker ste prav kraljevsko smrčali. Sama si kriva, ker tako dolgočasno pripoveduješ. Povej kakšno boljšo pravljico. Razumem. Nekoč je bil Kraljevič, ki se je hotel pomočiti. Ne in ne. Kaj pa je narobe? Hočem pravljico o Pepelki, ki je izgubila čeveljček. Torej, od začetka. Ne od začetka, od čeveljčka. Čeveljčka torej. Kraljevi poslanci so s čeveljčkom v roki Prav! Zaradi tvoje pravljice sem se odločil, da se bom poročil. Kaj boste? Poročil se bom. P, O, L, O, Č, I, U. Odlično. Zato tudi so pravljice. Najprej bom poklicala ministrico za poroke in razporoke in ji naročila, naj poišče nevesto za vas. Ni treba. Sem si že našel nevesto. Kje ste? V pravljici. Poročil se bom s Pepelko in z nobeno drugo. Oprostite, ne morete se poročiti z deklico iz pravljice. Sploh ni zaresna, razen tega je veliko starejša od vas. Me nič ne briga, koliko je stara. Poročil se bom z njo. Bom pa povedala drugače. Vi se boste počasi postarali, Pepelka pa se ne bo spremenila niti za las. S Pepelko se nikoli ne bova postarala. Srečna in mlada bova živela do konca življenja. In še naprej. Ti, pravljičarka, pa mi pri tem lahko pomagaš. No, malo že. Kako pa? Poiskala mi boš Pepelko. Kaj? Ne. Najprej bom govorila z ministrico. Dobro, uredi po svoje. Jaz pa bom ta čas še malo zadrenil. Poroko v belem, na konjih. Kraljevič išče. Se pravi, pogreša. Oziroma, rad bi se seznanil. Joj, kako je to zapleteno. Kraljevič, kaj vi povete, kaj hoče
na posvet pravličarem. Že spet bom zamudila. Ministrica, hočem pepelko. Pepelko. Pa zakaj moram danes vse dvakrat povedati? Ja, hočem pepelko. Dobro. Ampak, zakaj jo pa potrebujete? Da se počiva vendar. A boste začeli? Kje pa naj začnem? Predlagam, da od začetka. Kje ste jo pa prvič srečali? V pravljici. Kateri pravljici? V pravljici o pepelki. Kakšna je bila? Opišite jo, prosim. Vse je že 100-krat zapisano in povedano, a ne berete pravljic. V službi nikoli. Pepelka je morala ves dan samo delati. Njeni polsestri in mačeha so se samo lišpali in ni kazovali, še svoje postelje ni imela. Spalja je v pepelu in zato so ji rekli pepelka. Aha, bodoča nevesta je zmeraj umazana od pepela. Ne, pepelka ni zmeraj taka. Na kraljevem plesu je bila prelepa. O, tudi ta podatek je pomemben. Bodoča nevesta, hočem reči pepelka, rada pleše. Pepelka pleše čudovito, lahka je kot pero in je teže se sploh ne čuti. Kot pero, teže ne čuti. A poznate še kakšno podrobnost v zvezi s popešano osebo? Seveda, Ja? omožila se bo z mano. Seveda. Našla jo bom. Lahko se zanesete na mojo besedo. Mislim, da bi bilo bolje pogledati knjigo pravljic. In začnite že. Tudi pravljic bomo skrbno pregledali. Najprej pa bomo preiskali vse skrite kraje. Pomočnik, takoj pridite k meni, takoj! Sem že tukaj. Kje? Tukaj. Kje? Tukaj. Kje? Tukaj. Ja, pa stojite že pri bil, da vas vidim, razumem. Pa kaj se ustavljate tako hitro? Saj ste ravno dobro. Takoj, mora pa najti pepelko. Takoj. Vaša želja, moj ukaz. Kaj pa? O pepelko vendar. Ampak... Policijska pasta je bila dobro nastavljena. Vanjo je padlo 5 pepelk. Ja. 5 pravih. Ja. Zdaj da ste mi 5 pepelk. Ja. Tako hitro. Ne priči vam jih pepeljem. Pričenjam preiskavo! Pripelji prvo! Razumem. Stopi bliže in povej, kako ti je ime. Pepelka. Čudovito je ime. Danes sem ga že velikokrat slišal. Zelo pepelka. Dovolj pa! Najprej boš morala dokazati, da si res pepelka. Zakaj to ne misliš, da si ti prava? A se to ne vidi? Ja. Ne.
menda, recimo, da je pridna. Pepelka je zelo pridna, ne? Ja, zelo je pridna. Ampak, kaj ima to opraviti s tabo? To pridno ne izgledaš. Vsak dan, ko pridem iz šole domov, naredim vse domače naloge za ves teden naprej. Potem ponovim vso učno snov za 14 dni nazaj in se naučim 3 pesmice na pamet. Eno v angleščini, eno v francoščini in eno v slovenščini. Ne verjamem. Jaz nikoli ne lažem. No, pa povej zadnjo angleško. 1, 2, 3, 4, horse, like an animal, 5, 6, 7, 8. Sorry, I'm late. No dobro, ampak da slišimo zadnjo francosko. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Vse ti verjamem. Ampak samo da veš, v slovenščini znam pa jaz tudi veliko pesmi. Če hočete, izvolite. Copunica zgoraj vstala, prekopavala zemljo. No, vrnimo se raje k tebi. Rada se torej učiš. A to je vse? Vsi otroci To se pa radi. že ne veš, vsi otroci se ne učijo vadi, nikoli se niso in nikoli se ne bodo. V pravljici smo, ne? Ja, V moji pravljici. Se vsi otroci radi učijo. potem pa spravim vso hišo. Kaj? Vso hišo ne iščem. Ne, že dobro, pusti nazaj. Ko sem sam, pobrišem prah in po kosilu pospravim vso kuhinjo. Ampak tudi to še ni vse. Vsak dan popoldne grem k svoji sosedi in zalijem rože in pomijem vsa okna. Vse okne. Vse okne, kakšna slovenščina pa je to? A sploh veste, kaj ste rekli? To je huda vodna napaka. Pravilno je vsa okna je sredi stonožine imenovanje. Dobro. Kaj je, nadaljuje svojim super opisom. V matematičnem kenguru sem dosegla prvo mesto na Koroškem, 6. v Avstriji, 23. v Evropi in 113. na svetu. V matematiki. Ja, lahko vam dokažem. 37 krat 31 je 837. 31 krat 37. Čudovito, draga. Mislim pa, da Kraljeviču ni toliko do računanja, kot do tega, da se omoži s pravo Pepelko. Sej, zato sem tu, jaz sem prava. In ostale 4. To so goljufivke, lažnivke, radi bi se bogato omožile. Poglejte jih, delajo se, kot da bi ne znali šteti do 10, v resnici pa so prevarantke, na nosu jim piše. Pomočnik, kaj je, kdo je? A pregledaš nosove Pepelk? Nosove? Ja, nosove. Kaj in? A je na katerem od njih nekaj napisano? Kakoli? Nič. No, Tako se samo reče. obuj si tale čebel. Pa bomo videli. Ta čebel je prevelik. Ne, ni prevelik. Tvoja noga je premajhna. Tista, ki ga je izgubila, ima noge kot slon. O biologiji in slonih ne mislim razpravljati. Ampak nekaj je jasno. Ti nikakor nisi prava Pepelka, lahko greš. Če še na mizo ne pride, jaz si prava, nobena nima tako drobcenih in lepih nog kot jaz. Kraljevič je povedal, da se bo poučil tisto, ki ima najmanjše noge. Kraljevič se bo poučil s Pepelko, ne pa s delnimi mehnimi nogami. To je navada nesramnost, meni Hočete najviše tole matematično smerjavko in pripelji na srednjo. Right, turn off the lights, we gonna lose our eyes tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. from the radio off. Where's the
zakaj si o tem tako prepričana? Poglejte me, In, še bolje poglejte. in Moje oči so rjave kot oči srne. Moje ustnice so rdeče kot jagoda. Moja koža je mehka kot briskev in moji lasje napodajo kot kraljevska zastava. Vedno so urejeni in popolnoma naravni. ja, to je pa res fajn. Ne razumem. Lepo sem hotela reči. Kaj je lepo? Da tvoji lasje plapolajo kot kraljevska zastava. A zato misliš, se bo kraljevič poročil s tabo? Nisem še končala. Poglejte mojo postavo. Vse je skladno. Po domače pa še skupaj. Noge imam dolge in vitke kot srna. Nisi rekla, da imaš oči kot srna? Ja, Zanimivo, zanimivo. Oči kot srna, noge kot srna. A srna pove? kaj še bi? Kako sta si podobni? A se vi mogoče norčujete iz mene? Ne, samo čakaj. Na kaj pa? Da boš rekla, da ti ne hodiš kot srna. Pravzaprav nisem še končala s tem, kako izgleda. Moja pride na vrsto pozneje. Da ne vem torej. Ravno prav vitka sem, In kaj to pomeni, ravno prav? da imam sorazmerno porazdeljene mišice, maščobe in kosti. Kosti imaš pravilno porazdeljene. Kaj pa v glavi? Kaj v glavi? Ja, a imaš v glavi tudi vse pravilno porazdeljeno. Ne razumem vas. Malo vas ne razumem. Zakaj mi sploh postavljate tako težka vprašanja? Saj nisem prišla iskat nove službe, samo poročila bi se rada. Čisto prosto vprašam. Kako kaj tvoji možgani? A so večinoma priključeni ali izključeni? Priključeni ali izključeni? A rabite električarja, a nevesto? No, a imaš še kaj? A sem že povedala, da so moje noge dolge in Jasi, da so moje mele, tudi si. ampak sploh se ne spomnim, da bi to Res si. Še kaj? No, ja, a naj še povem, da so moje prijateljice Katy Perry, Pink pa Lady Gaga. Nažalost, jih zadnje čase bolj redko vidim, ker sem zelo zaposlena. S čim si pa zaposlena, če smem vprašati? Z najnovejšo kolekcijo sponk za lase. Moje sponke se bodo v vodi 15krat bolj bleščale kot na suhem. Videti jih bo celo iz aviona in če jih boste kupili 10 naenkrat, Nisem tukaj, da bi kupovala sponke, ampak da najdem pravo pepelko. pravo, jaz sem prava. Prava pepelka, ki bo postala princesa. Izgledaš malo napačno. Ne razumem. No, obuj si tale čevelj, pa bomo videli. Ta čevelj, Ja, a vidiš še kakšnega drugega v bližini? ampak ta
ta reč, že dolgo ni več moderna. Iz mode je out, popolnoma. Kje? Ni več in, že skoraj 3 mesece ne. Tega ne nosijo niti tiste, ki nimajo pojma o modi. Še vi tega ne nosite. Kaj jaz? Brez zamer, samo vidi se vam, da nimate pojma o modi, drugače bi se bolj uvedili, draga moja. Ko bom jaz princesa, ne bom dovoljevala tako oblečenih ministric. A boš obula na čevela ne? Imam še veliko dela in živci mi še vedno pa puščajo. Kje pa, a gremo boj, v vodstvo ali po našo pravljico? Kje je? Čekaj, samo malo, štiri živci. A boš obula ne? Imam še veliko dela. Ampak Ja, boš ne? To je, napad! A je res napad? Ja, napad na naša ušesa. Ti, nas mi nazaj. Ti, količaka, ki bi sem, da mi boš pomagal. In ti, ne straši poštenih ljudi, ki spijo. ampak ta čevelj, ta sploh ni nov. Tega je že nekdo nosil. On mi je ravno uničila vse živce. Naluji, prosim ti. Drugače jo bom spremenila. Baš tega! Baš tega! Baš tega! Ta čevelj sploh ni nov. Veš, koliko je stara pravljica o Pepelki? 2 tedna mogoče. Čez 100 let. In če računaš, da v vsaki pravljici o Pepelki vsaj pol kraljestva pomeni ta čevelj, potem bodi vesela, da je sploh še kaj ostalo od njega. 100 let. Isti čevelj. Včasih tudi večkrat na dan. Odvisno, kolikokrat hočejo otroci slišati to pravljico. No, če pa tako, pa mislim, da me kliče Lady Gaga. Hi, sweet. Hi. Yes, I know. What? Cool. Hi. Oh, no. What? Oh, so Ej, glej, kja voliš mi kaj drugače. Kaj, ups. Kaj boš ti meni ups? Ti bom kaj dala ups. Saj sem se čisto normalno opravičila. Ti se pa rajši enkrat uredi. Če ne takoj zbrišeš od tu, boš čez minuto pobirala svoje zobe od tleh. No, kaj čakaš? Bravo! Vse muhe
spremembo, nekaj drugega, boljšega, akcija. Najprej za spremembo sebi. A ti meni ukazuješ. Ne, lepo prosim sebi. No, če res lepo prosiš, res lepo prosim. Kaj pa zdaj? Zdaj bi pa ostala. Ne bom sedela brez veze. Jasno? Akcija! Včasih razumem ministrico, to ni za rahle živce. No, kako ti je ime? Zakaj pa tu hočeš videti? Da vidim, a si slučajno ti prava. Seveda sem prava. Kdo si upa reči, da nisem? A se greva? A se upa reči? Jaz sem njena. Jaz sem njena. Jaz sem njena. Ej, kaj je s tabo? A imaš probleme, a ti živci nagajajo? Ne, kje pa? Torej, ti si tukaj, kaj si Pepelka, ja? Kdo ti je to povedal? Kje je zajalec? Ga bom tako premlakala. Naročnik je rekel, da ima zunaj 5 Pepelk. Torej si ti Pepelka. Dobro. Če veste, veste. Zdaj me pa zanima, če ima še kakšen priimek, naslov, kar voli. Samo prijateljsko vprašam. Prijateljsko. Čast pa prolična. Samo Pepelka sem. Nič ti ne bomo naredili, samo povej tvoj priimek. Nočem. Nočeš. Ne. Nočeš. Ne. 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 Pomočnik! Kaj je dobre? Ona mora govoriti. Razumem. Vse bom povedala. Na končno. Najprej povej tvoj priimek. Časa imaš 10 sekund. Samo Pepelka sem. 1, 2, Samo Pepelka sem. 3, 4. Nehajte šteti. Sem Pepelka, Pepelčič po Pepelu. Če Pepelu. Hodila sem reči Pepelniku. Pepeliku? Ja, enkrat, ko sem kadila, sem odvesala pepel povsod in so vsi rekli, da sem kot Pepelka. Kaj? Kadila si? Pepelke ne kadijo! Pa toliko časa si mi ukradla, da ne govorim o živcih ministrice, ki jih sploh nima več! Ven! Naslednja! Kaj ven? A ne dajte tukaj za svoj škornjev? Prvič, ne škoben, ampak čebel. In drugič, nič ne dajemo za stol. Rekli so, da lahko tukaj pomerim škorn. In da tudi bom pomerila. Ne gre, preden da ne pomerim škornja. Čebel je, plesni čebel, s peto, tako. Aha, čebel s peto. A jaz tako izgledam, kot bi lahko nosila čebel s peto. Ne izgledaš, naslednja. Čebel s peto, saj nisem normalni. Jaz pa čebel s peto.
ne vidite? A ne, na marmelade se pa niste spoznali bolje. Zelenjave bunda. To je zelenjavna marmelada. V njej so moje najboljše kolerave, korenček, špinača. Ja, to nas je bila. A poskusite. Ne, hvala. Tako dobro, je čisto malo, čisto malo. No, dobro. Zanimiv okus. Ja, to je prava beseda. Zanimiv. Ministrica, boste poskusili marmelado naše pepelke številka 5? Marmelado. Jaz. Zelo zanimivo marmelado je naredila. Zelenjavno. A moram. Morate ne, mi se pa spodobilo. Ravno sem odkosila. Prej smo se slišali, kako spite. In po spanju se najbolj prileže marmelada. Mogoče pa površnik poskusim. Spet na tako lačen. Danes sem že 7-krat jedel. Oni bodo ga dobro radi poskusili. Čisto malo. Ta je najdražja in najnovejša. In zato mi bo v čast, če jo najprej poskusi ministrica. Iz česa pa je ta? Med drugim so notri lasje Lady Diane. Naslednje las Lady Diane. In takoj sem videla, da bi z njih nastala čudovita marmelada. Ampak, draga moja, pravličarka sem jaz. Jaz si izmišljujem pravljice in zgodbe, ne pa ti. Saj si ne izmišljuje. Če mene verjameta, o moji marmeladi je pisalo v časopisu. 5. julija 2010. Vanjo pa sem dala. Ne, tega pa ne bom povedala. To je namreč skrivnostna marmelada. A ste mi sanja? To je preč. Takoj už na robust. Zdaj zelo pustov. Bomo pa naredili počitnice. Ne bomo nekaj nebes, da ste že nabili. Če ne pa ljubim. Jaz imam od tega trenutka dalje počitnice. Vedem jih. Pa se zmešaj, Se ni počitnic, malo, ne ni počitnic, a se zmeša malo. Moj ljubi kraljevič, da si moja pepelka. Pa naredim najslajše in najboljše marmelade. A si Čevič že pomenila? Kakšen čepček. Ale? Mislim, da bi bil najboljši za mojo novo marmelado. Imenovala bi se Pepelkina marmelada. Ta čere potrebujemo za pravljico, brez njega ni srečnega konca pepelki. Ampak jaz ga nujno potrebujem za marmelade in srečni konec, če imate. Kaj ni, Kraljevič? Ne, jaz ga potrebujem za pravljico. Jaz imam na vsak način živčenstvo. Ampak jaz ga potrebujem za Bravo! Ta čebelj bomo obrnili nazaj v pravljico. Prosim lepo. Kaj pa nevesta? Poročiti ste se hoteli. Ne, nisem pozabil, samo mislim, da bom s poroko še malo počakal. Ne, to vse pepelke počakajo, da se odločite. Ne, mislim, da bom čakal še nekaj let. Ne, to ga ne čakajo. Ne, kje pa? Niti trenutka. Ampak moje marmelade, a nihče noče poskusiti. Nihče! Počakaj na pravljičarka. Najbolj prijetno in
prijetno se mi zdi, če mi zdaj prebereš še kakšno pravljico. O pepelki. Ne, pepelki imam trenutno dovolj. Kaj pa Janka Metka? Od začetka, Seveda. nekoč nekje za 9 vodami in 10 dorami je živel zelo reden in ubog prvak. Imel je 2 prevelika otroka. Ime jima je bilo Janka Metka. Zdaj bo pa mi imeti tisoč čokolade, pomolo in piškotov. Jaz grem na dopust. Zelo dolg dopust. Adijo. Hvala vam, da ste za nas pripravili, kot rečeno, tale večer in čestitam vam, ker odlično uspeli venjali. Lepo? Da v skupnosti iščete in najdete to, kar daje življenju nekaj smisla. Nekaj daril je še nekje, prosim za igralce, to si potem razdelite in še nekaj jemljete potjo za poti. Vse te niti, ki so bile potrebne, je spletla Alenka Hein, niti povezave jezika, giba in igre. Alenka, prosim, pridi.
auch ganz herzlich bei der Gemeindevertretung bedanken. Heute sind 3 Gemeinderäte hier. Gemeinderat Thomas Kobeinik, Mario Kreuzer, Nocinsko Dvornik, Marko Bessmann. Veseli danes tudi šef Slovenske gimnazije, gospod Ravnažen Oštanika v Vincukaj, kajti vsi ti, ki jih vidite na odru, so učenci Slovenske gimnazije in tudi že absolventi. Da takšen projekt lahko uspe, je potrebno, da zelo veliko, da je pač, da v zadnji stoji zelo veliko ljudi. Šef tona in glasbe in zgodove za sceno, ki so jo izdelali mladinci sami s strokovno pomočjo Veronike Cejtin. In sicer so bili to Janja, ali so še vedno Janja Cent-Štern, Martin Koren in Marlena Smolje. Hvala lepa tudi posvetnemu društvu Rož za oder, na katerem danes stojimo. Upam, da nobenega nisem pozabila. In KKZ, kot nas je kulturne zvezi za tehnično pomoč za luči. Upa veta imamo celo. Nam vsem želim še en lep večer. Vam želim, da bi navdušeno nadaljevali gledališko pot, da se vidimo tudi čez nekaj časa spet. Zdaj imate še nekaj predstavo jutri popoldne, eno predstavo in ponedeljek kar 3. Dopoldne za šolarje iz našega šolskega okoliša. In vam še enkrat najlepša hvala, da ste bili pri nas in prosim vas, vabim vas, da ostanete tudi tukaj, ker imamo še nekaj pripravljeno, malo za podzobe, malo nekaj za popit in želim nam vsem res einen feinen večer. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit, es gibt draußen was Gutes, das sage ich nicht, und möchte Sie einladen, ein bisschen bei uns zu bleiben und diesen begonnenen Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Durek, fajn se imejte, srečno pot domov, fajn se imejte, še v